Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Poletna monotonost in depresija sta stvar preteklosti. Začenja se namreč prva slovenska nogometna liga. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma prvenstva v športnem parku Šiška oziroma na Žaku. Se bosta pomerila Bravo in novopečeni prvoligaš Rogaška. Kavčič. Takoj dolga poda za Štora. Luknja je bila v obrambi Rogaške. Luka Štor se bori. Prva nevarna akcija za Bravo. Gol! Luka Štor! Kakšnih 24 sekund so potrebovali Šiškarji, da so poiskali luknjo v oklepu Baždariča in Bravo torej vodi z 1:0. Takoj deliri na Žaku. Luka Štor je zaključil in med nogama premagal hrvaškega vratarja med vratnicama Rogaške. Odlična podaja Kavčiča. Zaenkrat lahko opazimo precej lukenj tako v eni kot tudi v drugi obrambi. Štor pa s krasno rešitvijo in tule Poplatnik. Prečka se je stresla. Orben je seveda Brazilec, Benedičič, na levi strani ima veliko prostora Majcenič, Benedičič v kazenski prostor, priložnost za Rogaško, to da ni zadetka. Benedičič ima dobre diagonalne podaje, krasno je opazil Majceniča, nekoliko je zamudil Hribar, Majcenič v kazenski prostor, Marcius, Gradišar prek vrat. Štor, Luka Štor se bori pa Benedičič lahko strelja, mimo leve vratnice. Alves Moreira, krasen prenos na levo, kjer je Majcenič. Zadržali so žogo Slatinčani, Benedičič. Žan Benedičič, zanimiv poskus, mimo vrat, ampak Luka Štor. Stankovič, Jakoslav Stankovič, dobra podaja Stankoviča, zgrešil je. Prišlo bo zdaj seveda do spremembe sistema pri Rogaški, ki bo zaigrala s 3 napadalci. Haljeta, Marcius in pa Pavlović, tole pa je priložnost za Bravo, gol! Šiškarji so podvojili prednost, Matej Poplatnik je prišel do prvenca na debiju za Bravo. In vprašanje, če se lahko Slatinčani poberejo po zaostanku 2 zadetkov. Nevaren je bil danes Poplatnik, zadev je prečko, pa zgrešil še prazna vrata. No, tokrat pa gostujoči obrambi ni pogledal skozi prste, meril je v polno in glasilkam domačih navijačev dal seveda gorivo. Majcen išče Haljeto. No, zdaj nekaj težav Katiniča, Haljeta skuša priti do strela, ampak na mestu je bil Gurlica. Aleš Arnold, iskrene čestitke za prvo zmago v letošnji sezoni. Zelo hitro ste prišli do zadetka. V določenem momentu ste sicer morali preživeti nalete nasprotnika, ampak na koncu ste suvereno slavili. Ste recimo do potankosti zadovoljni s predstavo ali še vidite kakšne izboljšave? Ja, kaj ne rečem, za prvi krog zelo zadovoljen, ker smo prešli tekmovalni izziv in smo osvojili 3 točke. Jaz mislim, da smo tekmo dobro odprli, da smo v trenutku, ko smo v fazi napada, premalo pogledovali v prostorih za zadnjo linijo, majčkeno izgubili rdečo nit in Rogaški prepustili, v bistvu izgubili preveliko število žog in Rogaški prepustili, da je res z direktno igro na centralnega napadalca in potem res ostrim direktnim utekanjem v prazne prostore nam povzročala veliko problemov. Dejstvo je, da oba naša centralna branilca sta rojena leta 2004, da v bistvu sta nastopila še 2 igralca letnika 2005 in bi rekel tak izredno neugoden način igre z številnimi dolgimi podajami in potem lovljenjem drugem, povsem legitimen in Rogaška ga je izvajala odlično. Je za mlade igralce ponavadi vedno težko reševati. Tako da jaz sem izredno zadovoljen z zrelostjo, ki smo jo prikazali. Vesel sem pa tudi, da v drugem polčasu smo spet dobili nazaj svojo rdečo nit v napadu in ustvarili še lepo število priložnosti. Zadela sta tako Štor kot tudi Poplatnik. Kako pomembno je recimo, da sta napadalca že na prvi tekmi odprla strelski račun? Verjetno je to za napadalce zelo pomembno, da so
bolj sproščeni v nadaljevanju sezone? Ja, seveda, to je osnovni posel njihov, tako da jaz sem vesel za oba in tudi oba sta si gole zaslužila na današnji tekmi in skozi pripravljalno obdobje. Tako da jaz sem vesel za njiju, vesel sem tudi za vse ostale, ki so jih pripeljali do tega, da sta lahko zabila. Vesel pa sem, da se ima sigurno dviguje samozavest, prepričan sem pa, da nikogar od njiju ne bo zaneslo in da bi v bistvu v tem trenutku izgubil glavo, pričakoval preveč, ampak da boste ostala trdno na tleh in da boste pokazala še take predstave nadalje. Najlepša hvala. Hvala. Oskar Drobne, takoj na začetku tekme ste bili kaznovani za neprevidnost, ampak potem ste ta začetni šok hitro absorbirali, ustvarili nekaj priložnosti, kar pa na koncu ni bilo dovolj za pozitiven rezultat. Kaj po vašem mnenju vam danes manjkalo? Ja, nič. Mi smo začeli prvenstvo očitno z 0:1, če smo ga dobili v 25 sekundi, ne? Šli z centra in zelo naivno iz nič prejeli gol. Preden smo potem prišli k sebi, bomo vedeli, da le smo neizkušeni, smo kar rabljeni 15-20 minut. Ampak potem, nekje od 25 minute naprej, se mi zdi, da smo bili mi tista podjetnejša ekipa na igrišču. Nimam fantom kaj zameriti. Domačini so si priigrali 3 polpriložnosti, bili zelo učinkoviti, iz teh 3 polpriložnosti zabili 2 gola. Mi smo tudi imeli dovolj svojih situacij, da bi dosegli zadetek, nažalost danes nismo, upam, da bomo drugič. S kakšno taktiko boste v naslednjem krogu skušali presenetiti Olimpijo? Ja, to pa še ne vemo, moramo najprej malo pogledati njihove tekme, jih zanalizirati in se potem pripraviti. Hvala. Prosim. Matej Poplatnik, iskrene čestitke za zmago. Že v prvem polčasu ste zadeli prečko, pa potem velika zapravljena priložnost. V drugem delu igre vam je odleglo, ko ste vendarle zadeli in tako odlično krenili v sezono. Ja, najprej hvala za čestitke. V bistvu bi pa zraven tudi čestitev soigralcev, ki smo v bistvu, mislim, da smo delali dokaj solidno tekmo. Sigurno pač na nekem nivoju smo si tudi zaslužili to zmago. Zdaj ja, v bistvu pri nogometu je tako, sploh pri napadalcu, včasih zadeneš, včasih hvališ, golman bran, štanga, karkoli. Najbolj pomembno se mi zdi, da nadaljuješ in na koncu mislim, da sem bil zasluženo poplačan tudi za to, ker sem si prijel neke priložnosti in vztrajal in na koncu zabil. Matic Marcius, danes ste se ustvarili kar nekaj priložnosti, ampak na koncu to ni bilo dovolj za pozitiven rezultat. Kaj je po vašem mnenju danes manjkalo? Ja, se strinjam. Imeli smo kar dosti situacij, če bi boljše reagirali, bi sigurno lahko dosegli nekaj zadetkov. Nažalost jih nismo, po drugi strani smo pa tudi prejeli gol v prvi minuti, kar je sigurno zelo slabo, nas je malo presekalo, ampak smo se probali vrniti, smo si ustvarili šanse, ampak nažalost danes nismo zadeli.